Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, še v eni tedenski izdaji. Danes je bil dan obsijan s soncem, pa upamo seveda, da bo tako tudi v nadaljevanju v vseh smereh. Danes gremo mi tudi v gledališče, sicer v skladu z veljavnimi ukrepi, še ne fizično na direkten ogled kakšne predstave, smo pa v naš studio povabili upravnico Slovenskega ljudskega gledališča oziroma gledališča Celje, magistro Tino Kosi. Tako, na nek način smo v gledališču, kot vidimo tudi v ozadju, pa vendarle v našem studiu zdaj je Tina. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Gledališče, sej zdaj že vemo, dejansko je že skoraj leto dni življenje naše omejeno, tudi v gledaliških vodah ste se morali že kar hitro soočiti s posledicami, ki jih je prinesel koronavirus, pa vendarle vmes so vas malenkost odprli, pa ste tudi vi na oder postavili kakšno svojo predstavo v omejenem številu gledalcev, seveda, pa so vas potem spet zaprli. Skratka, če rečem, da je bilo lansko leto turbulentno, sem zelo mila, a ne? Lahko bi rekli še s kakšnimi drugimi besedami, ampak vendarle lansko leto je zaključeno. Tina, kako ste sfurali, po domače rečeno, gledališko sezono? Ja, v lanskem letu smo bili zaprti od sredine marca do 18. maja. V tem prvem valu epidemije smo v bistvu vsi obstali doma, prepovedane so bile tudi vaje, tako da smo takrat peljali samo neke načrte za prihodnost, te upravno-pisarniške zadeve, in potem, ker se je zadeva dokaj hitro takrat umirila, smo končno dočakali dan, ko smo se lahko odprli pod novimi pogoji. Torej z bistveno manjšim številom obiskovalcev, kar je pomenilo za nas na velikem odru maksimalno število ljudi 80, če smo odprli še galerijo in stranske lože. Na majhnem odru pa sprva 16, nato pa 11 obiskovalcev, ko se je razdalja med igralci in publiko iz 4 metrov povečala na 6 metrov. Vmes smo se seveda zafrkavali z številnimi birokratskimi težavami, pridobivanje dovoljenj NIJZ za igranje predstav. Tukaj smo imela vsa gledališča velike težave, kajti dovoljenja so bila dostikrat negativna in sicer ne na podlagi tega, da se mi ne bi držali ukrepov, ampak recimo na podlagi tega, da nam zaradi datumov niso dajali pozitivnega mnenja. Jaz sem prvič v sklop datuma napisala sezona 2021 in je bilo meni negativno. Drugič sem upisala noter vse datume, pač od srede septembra do za pol leta, kot je dovoljeval odlok, pa sem dobila negativno mnenje, zato ker sem napisala vse datume. In potem tretjič, glede pač moje intervencije osebne, so nam končno dali pozitivno mnenje, pri čemer ne razumem, kaj je težava, če gledališče igra pač vsak dan ali pa če bi igrali samo v petkih in sobotah, na primer. Tako da tukaj je prihajalo do niza nepotrebnih komplikacij. Potem moram reči, da se je Ministrstvo za kulturo zavzelo za nas v smislu, ko smo potrebovali še pozitivno mnenje policije za izvajanje dejavnosti v lastni matični hiši, da smo potem vsaj to neumnost lahko ukinili, da torej nismo rabili zaprošati za dovoljenje policije, kadar igramo predstave na matičnem odru. No, potem pa smo že v sredini oktobra ponovno zaprli svoja vrata. Za gledališče je to seveda velik problem, če smo večino sezone zaprti. Prvič zaradi stika z našim občinstvom, drugič zaradi igralske kondicije naših igralcev in tretjič seveda tudi zaradi problema lastnega prihodka. Verjetno bodo protokoli ostali z nami še kar nekaj časa, se bojim, kar pa pomeni, da bomo mi tudi zaslužili bistveno manj kot v preteklih letih. Ta denar, ki smo ga pa zaslužili s prodajo kart in s prodajo predstav gostovalnim krajem, pa smo vlagali v naš lasten program, torej v našo produkcijo, ki smo jo več kot 53% financirali prav iz lastnega inkasa. Torej to je pomenilo financiranje avtorskih honorarjev, stroškov za scenografijo, kostume, rekvizite, kot tudi za kompletno oglaševanje, vse tiskane publikacije in tako naprej. Tega denarja praktično ni. In zato se bojim, kaj bo z vsemi gledališči, ne samo našim, v prihodnosti. Ja.
Predstave so odpadale, stroški so ostajali, ne? Nekako tako. Tudi z abonmajem, Tina, je bilo podobno, ko se je že kazalo, da se bodo stvari nekako normalizirale, ste potem tudi pripravljali abonmaje, ljudje smo jih lahko kupili oziroma se naročili na njih, kot je že to stalna praksa. Veliko zanimanja je bilo od ljudi, ne, za abonmajsko sezono, ki pa se je potem spet kar iz danes na jutri, ne, morala prekiniti. Ja, to je res, ne. Ljudje smo si vsi želeli in si mislim, da še vedno želimo, da bi se vrnili v ustaljene tirnice življenja, torej, da kdor je prej obiskoval športne dogodke ali hodil v fitness ali hodil k frizerju ali hodil na obiske, da bi seveda to bilo normalno. Tako je bilo isto z obiskom gledališča. Naši abonenti so nas pogrešali in so se v velikem številu vrnili nazaj, tako da je bil osip minimalen. Mi seveda v tem času zdaj drugega lockdowna pa tokrat ne sedimo doma, ampak potekajo vaje normalno. Mi smo v tem času končali že 2 predstavi in sicer otroško predstavo Tista o bolhah in pa predstavo na malem odru Gorazd do vozel. Te so doživele interne premiere, torej premiero zame in za obe dramaturginji na našem odru. Za gledalce pa se bomo lahko odpirali po zdajšnjih podatkih takrat, ko bo število okužb v povprečju nižje od 300. Zdaj, ali se bo to zgodilo marca, aprila, maja, pač žal nihče od nas ne more napovedati. Mi v tem času skrbimo za to, da te predstave, ki so bile narejene, jih sedaj igramo malo sami zase, zato da ohranjamo kondicijo in da bomo pripravljeni, ko se ponovno odpremo, da lahko takoj zaženemo program. Hkrati bi si recimo želeli, da če bodo lahko prva triada osnovnošolcev šla v šole, da bi seveda lahko prišla tudi v gledališče, ker če so skupaj v razredu, bi lahko tudi pod vsemi protokoli bili pri nas na predstavi. To ne vem, če se bo zgodilo. Po drugi strani je seveda ena od stvari, ki me tudi zanima, zakaj se pod istimi pogoji, kot so odprli cerkve, ne morejo odpreti tudi gledališča. Za nas bi namreč bilo dosti boljše, tudi če bi samo ena družina sedela na malem odru in gledala predstavo, bi za igralce to bila dosti večja motivacija, kot da jaz gledam to isto predstavo že 15-tič, ker vemo, da so vsak, ki pride od zunaj, je naš abonent in se za njega seveda potrudimo ali pa nek angažma na drugačen način, to je jasno, ne. In torej, če pogledamo, da je maševanje dosti bolj sorodno gledališki predstavi, kot pa so to recimo muzeji ali galerije, in glede na veliko razdaljenost in veliko kvadratnih metrov v gledališču, visoke stropove in nenehno razkuževanje in zračenje, bi si mi želeli, da bi tudi mi bili prej na vrsti. Na sosednjem Hrvaškem recimo gledališča delajo z protokoli in omejitvami jasno ves ta čas. Pri nas seveda ne, tudi v številnih drugih evropskih državah jasno, da ne. Vendar menim, da bi mogoče morali razmišljati v smeri, kako normalizirati vsaj do neke mere življenje za vse nas, ker če bo to trajalo še dolgo časa in nihče ne more napovedati, kaj se bo točno dogajalo naslednjo jesen, ali bomo dovolj precepljeni, dovolj prekuženi, ali nas čaka ponoven lockdown v novembru 2021, ne vemo. Skratka, mislim, da bi bilo za duševno zdravje ljudi boljše, če bi se lahko do neke mere vrnili v recimo vsaj približek nekega življenja, kot smo ga poznali pred pandemijo. Apelirate kaj gledališča, se kaj veliko ne morete storiti, ne? Ampak se povezujete gledališča, nekako se pogovarjate, poskušate verjetno, ne? Ja, poskušamo, imeli smo tudi sestanek kolegija direktorjev slovenskih gledališč na Ministrstvu za kulturo. Takrat so številke seveda bile izredno slabe, ampak tako slabe so v resnici že 3 mesece, ne? Saj smo tam med 1500 do 2000 okužb na dan že ves čas. In potem za vikend seveda ustrezno manj, ker je pač manj testiran. Zdaj, nek odgovor je bil, da ko bi številka padla v povprečju pod 500, da bi se začeli malo konkretneje pogovarjati. Predvsem jaz tukaj ves čas opozarjam ravno na te dodatne birokratske zaplete, namreč NIJZ nam je vsem oduzel odloke o dovoljenju, potem, ko je vlada z odlokom gledališča zaprla. Normalno je, da si mi kot javni zavodi ne moremo privoščiti igranja predstav na črno
in da bi nas potem odprli tako kot frizerje, ker pač če ne bojo delali na črno, ne, tega si pač inštitucije absolutno ne moremo privoščiti. Ampak bilo bi pa smiselno, da takrat, ko se bomo odpirali in odpiralo se bo ogromno stvari naenkrat in NIJZ bo zasipan z vsemi vlogami, da bomo zelo dolgo čakali lahko na odgovor, tudi za nas je en teden veliko, ker bojo to vsi dragoceni termini, ko bi mi jih že lahko igrali, ne, torej dopoldne za šole, zvečer za odrasle, na velikem odru, na malem odru, in ko nam bo terminov krvavo primanjkovalo, bi bilo smiselno, da bi določene stvari lahko pripravili že prej. Mi tudi ne vemo, ali bodo protokoli ostali isti, ali bodo še kakšna dodatna navodila, in te stvari bi se lahko odločili zdaj. Vse to se jih ne rabimo takrat ali pa NIJZ, ne. Torej, tu pričakujemo večjo odzivnost, pričakujemo stvari nekako po pameti, predvsem zato, da ne zgubljamo energije in živcev za stvari, ki so zgolj birokratske narave in ki se jih lahko zmenimo že sedaj. Ki tako ali tako ne bodo drugačne potem, ne, za dogovarjati se. Ja, mogoče pa bodo, ne, zato ker oni vmes spremenijo pravila in nas tudi o tem ne obvestijo, tako da moramo ves čas brskati po njihovi spletni strani, ali je prišlo do spremembe ali ne. Vsi vemo, da je razkuževanje rok, vsi vemo, da je razdalja, ampak če oni spremenijo razdaljo med igralci in gledalci 4 metrov na 6, potem je to težava, ne. Mi smo na srečo se odločili letos, da nimamo sedežnega reda določenega, to nas je pri tej stvari potem rešilo, ne, ampak za določene tiste, ki so pač kupili karte recimo v 4. vrsti in so potem morali sedeti, ne vem, nekje v balkonu na zadnji vrsti, pri tistih gledališčih, ki so imela sedežni red, je pa seveda to težava, gotovo. Ste pa, Tina, da gremo zdaj še malenkost na lepše stvari, ste se dobro organizirali, pripravili, dejansko se si omenila, ne vidi se, da delate na odru, ampak dejansko v ozadju pa poteka delo tako kot mora. Ste pripravljeni, torej, ko se bodo odločili, da vas lahko odprejo. Me pa zanima, na spletu smo vas lahko spremljali, ker hitro ste se odzvali tudi na virtualna druženja, ne? To je res, ja, poskušali smo uvesti več rubrik, zato da bi ohranili vsaj nek minimalen stik z našim občinstvom, da bi ljudem tudi popestrili te dolge zimske mesece, ko je že tako hitro tema in tako naprej. Imamo simpatične rubrike sredine karantenske skrivnosti, kjer se zunanji sodelavci razkrivajo skrivnosti svojega poklica. Potem je ena od simpatičnih rubrik, ki sta si jo izmislila naša dva mlada igralca, Na kavo nadaljavo, ki je so taka vprašanja med dvema igralcema, da vidimo, kako dobro se med seboj poznajo, anekdotična, zabavna. Potem imamo poseben program za otroke, ki se kliče Cicibanka in Cicifuj, to je branje otroških pesmic in pravljic. Potem imamo poseben program za najstnike, Čas za nas, kjer želimo njih aktivno vključiti, torej da bi s svojo kreativnostjo mogoče poslali svoje razmišljanja, pesmi, karkoli jim roji po glavi v tem trenutku, da bi mogoče ta malo depresivni občutek poskušali z nečim kvalitetnim recimo preseči. Tako da to se tudi dogaja v tem trenutku. Hkrati snemamo ogromno materialov tako za osnovne kot za srednje šole, kot pomoč pri pouku nadaljavo. Sodelujemo z Društvom za slepe in slabovidne v Ljubljani, kjer naši igralci prebirajo audio knjige za to najranljivejšo skupino. Potem smo sodelovali z AGRFT, s predstavitvijo mladih dramatikov, pa z celjskimi pesniki nas čaka tudi ena rubrika v prihodnosti in tako dalje. Skratka, trudimo se, zato ker imamo v tem trenutku manjše zasedbe, da seveda zaposlimo tudi ostale igralce in da seveda poskušamo vsaj kanček te kreativnosti, ki v nas je, seveda držati žive. Tako da si v zvezi s tem ves čas še spomnimo kakšne nove stvari in vse tiste, ki vas zanima, so seveda vsi naši posnetki naloženi na Facebook profilu našega gledališča. Hkrati pripravljamo zdaj tudi nek nabor antičnih pripovedk za šolarje, ki bo na sporedu v februarju. In za 8. februar bomo predvajali ob 9. zvečer tudi online predstavo Rajze Fiber, ki je nastala v koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj. Odlično. Že jutri v četrtek nas tudi vabite na Zoom srečanje. Ja, to je res. Jutri v četrtek ob 10. bomo imeli za pogovor
in sicer z mano kot dramaturginjo predstave Gorazdov vozel in z gospo Saško Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je tam zadolžena za področje samomora, pogovor na temo problematike naše predstave. Kot veste, smo že v preteklosti delali predstave, ki se dotikajo nekih bolečih ali pa perečih vprašanj naše družbe, kot je bila demenca v predstavi Oče, kot je bila recimo hendikepiranost ali pa ljudje s posebnimi potrebami v predstavi Večni otrok. Predstava Gorazdov vozel pa je sodoben nagrajen ameriški tekst, ki govori o samomoru mladostnika. Nažalost se tudi v Sloveniji s tem problemom srečujemo, predvsem v tej starostni skupini od 15 do 19, se pa zgodijo tudi primeri, ko so lahko otroci mlajši, torej še v osnovni šoli. Naša igra govori o tem, da pride na sestanek v šolo mati učenca, ki je pred nekaj dnevi storil samomor in potem se z njegovo razredničarko v bistvu dve močni ženski vlogi pogovarjata in raziskujeta ali pa razčiščujeta, kaj je pripeljalo mladostnika do tega. Ali je on bil ta, ki je v bistvu bil nadloga za ostale, ali je on bil sam ta, nad katerim so izvajali bullying. Kaj je bilo narobe doma, kaj je bilo narobe v šoli. Skratka, stvari so take, da osvetljujejo samo igro iz več zornih kotov, da dejansko se vidi, da je več dejavnikov prispevalo k temu, da se je zgodba tako tragično končala. In glede na situacijo, v kateri smo priča zdaj, ko so mladostniki že toliko mesecev doma, moramo vedeti, da tisti, ki so bili lani v srednji šoli in niso bili maturanti, so od 15. marca do danes, ko smo sredina januarja, bili v šoli zgolj mesec in pol dni. Kaj to pomeni za samoznanje? Vemo, da je gotovo problem. Kaj pa to pomeni za neke socialne odnose? Kaj to pomeni za neka psihološka stanja? Da vsi ne prihajajo iz urejenih družinskih okolij, da je premalo prostora doma, da so mogoče tudi starši sedaj bolj v bolj negotovi situaciji, nekateri so izgubili službe in tako dalje. Skratka, se bojim, da bo ta naša predstava ne zgolj to, da bo opozarjala, da se to je zgodilo kdaj tudi pri nas, kako te stvari prepoznati in pravočasno ukrepati, da se bojim, da zna biti še kako aktualna. In zato menim, da bi, če ne odpremo nič drugega v naši državi, šole, osnovne, srednje in fakultete morali odpreti jutri. Tako. Na mladih svet stoji, ne? Tolikokrat radi rečemo, pa vendarle ga zdaj kar malo zaklepamo. Posledice tega dolgega zaprtja mislim, da bodo vidne v prihodnosti, v prihajajočih letih. V teh generacijah, ki jih je ogromno, ne? Dejansko vse generacije so tu, ne? Seveda. In tudi pač ponekod so vseeno, šole predvsem niso bile zaprte tako dolgo, ali so se šli kombinacije pouka, ne vem, v šoli in nadaljavo. Predvsem pa moramo vedeti, da za nekoga, ki je najstnik, star 13, 15, 17, je to, da je cele dneve doma zaprt s svojimi starši, nevzdržno. Jaz se spomnim sebe, pa izhajam iz zelo ljubeče in urejene družine, ampak meni so takrat vrstniki bili bolj pomembni kot kruh in voda. Jaz bi raje bila lačna in da bi me zeblo, samo da bi bila s svojimi prijatelji. In si predstavljam, kak manjko mora to biti za njih in mislim, da so oni ravno tisti, ki to najtežje prenašajo. Tina, dajva še povabiti na vse interakcije, ki jih imate z nami, z občinstvom dejansko preko spleta. Omenila si že na Facebook profilu Gledališča Celje, vas torej najdemo. Vedno ste tam na voljo. Pripravljate ogromno stvari, ne? Ja, res je. Mi imamo tukaj dnevno objave in rubrike, potem so seveda, vabim tudi na obisk naše spletne strani, tam bodo potem tudi linki za predstavo 8. februarja. Potem, skratka, vse te stvari so vedno objavljene ali na Facebook profilu ali na naši spletni strani in jaz upam, da se bodo zadeve v pomladanskih mesecih toliko umirile, da bom lahko sedela tukaj in povabila seveda ljudi ponovno v živo v gledališče, da bodo videli, kaj smo v preteklih mesecih pripravili kot naš program in seveda bomo sezono po potrebi povlekli tudi v poletje, zaradi tega, ker če bi se odpirali precej pozno, bi želeli vseeno
vsaj, če bi se le dalo Izpeljati, vse ne, obveznosti ja. izpeljati, ne, ali pa vsaj dobršen del. Tako da držimo pesti, da bo se to zgodilo čim prej. Tako, pazimo nase, ne bodimo odgovorni, pa bomo tudi sami lahko pripomogli k temu, Tako da je. bomo prišli konec koncev v gledališče čim prej, ne, lahko pogledati. Ste pa pridni, dobro pripravljate, tudi upam, da nimate kakšnih težav s kakšnimi okužbami, se pazite, ne, nekaj ste imeli sicer, ampak kdo pa ni imel, ne, danes še Ja, okužbe imeli smo, skoraj, ne, vemo, da gre za velik kolektiv, nas je 67 Ja. plus zunanji sodelavci, okužba se je takrat v prvi rundi raznesla, je zbolelo več ljudi. Mislim pa, da je bila to dobra šola tudi za nas. Takrat smo na žalost izgubili tudi člana našega ansambla, igralca Igorja Žužka, ki je koroni na žalost podlegel v bolnici. To mislim, da je bil en tak streznitveni moment za vse nas ostale, tako da se zdaj bolj striktno držimo vseh navodil, protokolov, maske ves čas in tako dalje. Sedaj pa začenjamo tudi 2 nova študija. Eden je tak glasbeno-gledališki koncert, ki je posvečen naši 70-letnici, Ja. ki je žal pač minila v času stroge karantene. Tako da upam, da bomo to potem lahko razveselili občinstvo. Gre za izjemno zabaven projekt Branka Završana in njegovih glasbenikov. In hkrati potem bomo začeli še zadnjo predstavo za to sezono. Morali smo do neke mere spremeniti sam program. Zaradi pač navodil, mi smo takrat računali, da bo spomladi vseeno bistveno boljše, kot je. Tako da bomo delali en sodoben angleški tekst o 3 mladih dekletih, ki grejo na počitnice in se ukvarjajo same s sabo, s tem prehodom iz konca študija v službo, z resnim življenjem. Seveda bi pa hkrati rade ostale mlade, se zabavale, se srečevale s fanti in žurale. Tako da smo tudi hoteli malo nekako razpoloženjsko dvigniti celo situacijo v gledališču. In za določene stvari, ki smo jih mogli prestaviti, bodo na vrsti potem pač v prihajajočih sezonah. Za gledališče moram reči, je ta improliga iz danes na jutri izjemno zahtevna. Tako da si seveda želimo predvsem to, da nas odprejo in nas potem tudi pustijo odprte. Kajti tako odpiranje, zapiranje je za gledališča katastrofa. Tako da iskreno upam, da potem, ko se nas enkrat odpre, da ostanemo odprti do nadaljnega ali pa za zmeraj. Tako, tudi mi upamo enako. Drugače pa Tina spremljamo vaša socialna družbena omrežja, pa spletno stran, vse informacije imamo tam. Se družimo zaenkrat tako, potem pa, ko bo prva prilika, pa pridemo v vaše dvorane. Ne? Ja. Hvala lepa, Tina. Pozdrav ekipi, celotni, tudi tebi veliko zdravja, vsega in upam, da se kmalu spet vidimo. Hvala. Iz odra na sedežu. Tako je. Srečno. Srečno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin.
MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Za vse želje izberite darilni bon Desetak. Veljaven v 5 nakupovalnih središčih. Nakup prek spleta na desetak.si. Zdaj pa gremo na upravno enoto Celje. Tudi tokrat je z nami načelnik Damjan Vrečko. Ali moram za postavitev škarpe oziroma opornega zidu pridobiti kakšno dovoljenje? Po uredbi o razvrščanju objektov za postavitev škarpe oziroma opornega zidu, kjer je višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 1 metra, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, saj gre za enostaven objekt. Kjer je višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 metra, si je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt. Kjer pa je višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem nad 2 metrov do 10 metrov, pa si je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt. Ne glede na to, ali gre za enostaven objekt, kjer ne potrebujete gradbenega dovoljenja, nezahteven ali manj zahteven objekt, kjer pa potrebujete gradbeno dovoljenje, pa je, kot je bilo že večkrat povedano, najprej potrebno preveriti na pristojni občini, ali je takšna postavitev v skladu s konkretnim prostorskim aktom. Kdaj je potrebno plačati odškodnino za degradacijo in uzurpacijo prostora? Lastnik nedovoljene gradnje ali investitor je skladno z gradbenim zakonom dolžan plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Tega odmeri upravna enota v postopku izdaje gradbenega dovoljenja oziroma se odmeri na podlagi izdane inšpekcijske odločbe. Način izračuna in višino nadomestila določa uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njegovega plačila. Nadomestilo se izračunava na podlagi točk, vrednost ene točke je trenutno 8 evrov. Določeno pa so najnižje in najvišje vrednosti nadomestila. Te znašajo za enostavne in nezahtevne objekte od 320 do največ 8000 evrov. Za manj zahtevne, kamor sodi na primer enodružinska hiša, pa od 640 do 24 000 evrov. Za zahtevne objekte je najnižja vrednost nadomestila 1600 evrov, zgornja meja pa ni določena. Na izračun nadomestila vpliva veliko dejavnikov, kot na primer od velikosti objekta, vrsta namenske rabe prostora, stopnje varovanja, načina izvajanja nedovoljene gradnje, namene objekta in tako dalje. Kako se določi funkcionalno zemljišče k objektu? Po določbi 180. člena Zakona o urejanju prostora se gradbena parcela, prej se je imenovala funkcionalno zemljišče, določi za nove stavbe na podlagi določb tega zakona, podrobnejših pravil urejanja prostora in veljavnih prostorsko-izvedbenih aktov. Gradbena parcela se ne določi za stavbe, ki štejejo za pomožne, ki so kategorizirane kot nezahtevni ali enostavni objekti, in za stavbe, ki se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna. Gradbena parcela se določi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Se pa po določbi 184. člena tega zakona gradbena parcela stavbe lahko spremeni z upravno odločbo, če po predlagani spremembi izpolnjuje veljavne pogoje za določitev gradbene parcele k tej stavbi in če ima predlagatelj na zemljiščih, ki sestavljajo gradbeno parcelo,
pridobljeno lastninsko ali drugo stvarno pravico, ki izkazuje pravico graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Upravna enota pa odloči o spremembi gradbene parcele na zahtevo lastnika zemljiške parcele, na kateri stavba stoji. Soglasje za spreminjanje meje parcele izda pristojna občina ob upoštevanju izvedbenega akta na obravnavanem območju. Toliko v naši današnji tedenski izdaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami tukaj v sredini oziroma že proti koncu januarja gremo. Zato seveda vabljeni kmalu spet v našo družbo čez teden dni. Srečno!